Živijo, dobrodošli v podcastu Raztezanja, kjer z Gorazdom raztezava najne možgane in se pogovarjava o izboljšanju izkušnje strank. Danes Gorazd se bo dejansko pogovarjala ali pa dobesedno o izkušnjah strank in na koncu kako jih izboljšati. In sicer naslonila se bova na SAP Global Engagement Index 2026, torej eno poročilo, ki ga je SAP naredil in izdal pred kratkim. Raziskava je bila narejena med 10.000 kupci in 4.800 odločevalci v velikih podjetjih. In raziskava pokaže eno precej neprijetno resnico. In sicer podjetja mislijo, da nudijo dober customer experience, stranke pa se s tem v resnici ne strinjajo in kar velika razlika je med, ali pa kar velika luknja je med tem dvema. In kar je bilo vsaj meni, pa vsem skupaj precej ali pa najbolj zanimiv, je to, da zelo podobne rezultate kažejo tudi raziskave izpred 10 pa izpred 20 let. Ja, če greva zdaj mogoče kar kronološko nazaj. Zdaj to, kar si rekel, kažejo to diskrepanco. Zdaj, po tej SAP-ovem poročilu pravijo, da 78% podjetij verjame, da ima v bistvu enovito izkušnjo stranke in to je super, se pa s tem strinja samo 25% strank, kar je kar tako zaskrbljujoče, če si v tej poziciji. Zdaj pa tako, malo nazaj v časovni stroj, v 2015, takrat smo imeli pa eno report, ki je v bistvu govoril o tem, da 75% podjetij govori o tem, oziroma meni, da so customer-centric. Se spomniš, to je obdobje Bezosa pa customer-centric. Fokus na stranko, tako. Zdaj, stranke pa samo nekje 30% se s tem strinjala. Tako da tam je bil malo ta problem, rečemo temu data fragmentation, sprav podatki so bili v različnih sistemih in tako. Pa ga pa še malo nazaj, greva še večkrat nazaj, še v pred kripto erijo, še pred Facebook, mislim, da 2005. Je pa Bain Company takrat izdal eno statistiko, ker je 80% CEO-jev takrat verjel, da v bistvu dajo najboljšo izkušnjo. Da nudijo nadpovprečno izkušnjo. Ja, superiorno. To je samo 80% strank se s tem strinjali. 8, ne? 8, ja, da ne bo do 8, nič 8. To je bila pa v bistvu ta, zdaj takrat lahko govorimo o nekih channel fragmentation, se pravi različni kanali takrat. Zdaj, če si, ne vem, vsi, ki se malo predstavimo v 2005, pa primerjamo, kakšni kanali takrat so bili, kje so stvari potekale. Tako moramo res mečkaj se v tisto obdobje predstaviti, tako da, ampak so pa neke podobne stvari. Se pravi, podjetja menijo, da delajo odlično, da je njihova izkušnja super, se pravi, tudi v to vlagajo neke napore, ni imuno vse, ampak na drugi strani percepcija strank očitno ne vidi tega. Stranke nekje dobivajo, ali imajo percepcijo, ali pa nekje dobivajo boljšo izkušnjo in potem sodijo večino podjetij, ne? Tako je. A misliš, da je tako, da splošno nimajo stranke dobre izkušnje? Ja, se bo šlo čez par primerov, ko so po mojem čisto realni. Zdaj ja, mi da sem si pogledala ta report, druga stvar, bila sva na enem SAP-ovem dogodku, kjer je, rečemo v tem reportu govoril Mark Ritson, ki je founder mini MBA-ja, torej neke ustanove, ki se ukvarja z izobraževanjem na nivoju na MBA področju recimo. Tako da bova par njegovih primerčkov vzela, ki so zelo, zelo slikoviti, par malo pa še svojih. Zdaj pa, če kar začneva, ključni koncept tega reporta je ta engagement divide, torej ta razlika med kaj si stranke mislijo in kaj podjetja verjamejo. In zdaj, ko govorimo o engagementu, tukaj v tem reportu ga SAP definira res zelo široko. Torej, to je vsaka interakcija, ki vpliva na to, kako stranke dojemajo tvojo znamko. To je lahko skozi marketing, skozi prodajo, skozi e-commerce, skozi podporo strankam, skozi partnerje, torej vse izkušnje, ki jih ima stranka s podjetjem. Torej, engagement ni open rate, kot v marketingu rečemo, kakšen je pa engagement na mailu. Je dejansko skušajo meriti izkušnjo stranke kot tako. Torej, če povzamem, engagement divide je razdalja med tem, kar stranke potrebujejo in tem, kar jim brendi dejansko dostavljajo. Zdaj, če grejo pa malo na neke konkretne primere, pa najprej sam malo dava ene par takih statističnih teh dojemanj oziroma statističnih podatkov, to, kar si rekel, ta razlika, ki jo stranke dojemajo recimo na e-mail kanalu.
vsi dobimo veliko e-mailov in recimo stranke, tako nekje 58% menijo, da je 58% e-mailov nerelevantnih, se pravi več kot polovica, da dobivam neke stvari, ki niso meni personalizirane in zato tudi mogoče pa lahko pogledamo, da je 37% ljudi prav, da personalizacija obstaja, ker sploh nimajo občutka, da vseh teh, pa zdaj ni to samo email kanalu, je to v lojalnostnem programu ali je izkušnja, ko prijejo v trgovino spet, sprav nimajo tega občutka in seveda posledica tega je lahko pa tudi ta statistika, ki govori, da 46% ljudi meni, da je servis dost ali pa neka stvar, ki mi dobimo od podjetja dost neosebna. Se to, če nekaj greva skozi to, ker email kot še vedno dost velik kanal komunikacije, dobimo ful nerelevantnih stvari, nič ni če gledaš kakšne druge reporte, podjetje se pohvali, da pošle 8 milijonov mailov na dan, realnost, noben ne bere teh mailov. Ne vem, moj odnos do maila je celo tak, da dobim en kup mailov, ki so nerelevantni zame in mi jih je lažje zbrisati, kot si vzeti tisto minuto, če rečem engagementa, da bi se odjavil od maila. Yes. Če od kakšnega grez dobivam vsak dan, da dobim pa občutek, da mi je težje jih brisati, kot se odjaviti, potem to še naredim, ampak v realnosti pa vsaj moj ta, pa vem, to je zelo osebna stvar, kako handla vsak svoj mailbox, ampak ja, ene stvari so, torej, prve 3 besede subject line pa mi je jasno, da gre za nekaj, kar je čist neuporabno zame, ne danes, pa ne čez 3 mesece, ko bom v nekem drugem modu razmišljanja. Ne? A se kdaj zalotaš v tem, da jaz ful stvari arhiviram, ne? Tako da tam je, ne daj pokopališče mailov, je nek hud arhiv ratov in tako da včasih, kaj rabim, ne grem na Google, ker iščem po mailu, če je to nekdo je razdelal 3 leta nazaj. Kulaš, še en primer, ki ga je Ricon tudi omenil, se mi zdi tak zanimiv, tako ni najn, malo bo povzet, on recimo je v bistvu Qantas kot za nas dost, ko mi ga razumemo kot letalski prevoznik. Ricon je Avstralc, Qantas je v bistvu njihova letalska družba, država. Ki pa je mnogo več, ki ima tudi retail shope, pa zavarovanje, pa tako. In recimo, on pravi, da imajo vse pri družini, večino stvari pri njih, ogromno imajo podatkov, kaj kupujejo, ne vem, vino kupuje, potem potuje, ne vem, na leto prav za $300,000 zaprav pri njih, ne, sprav, ogromno nekih podatkov imajo in pa mi pošljajo tako darilo, ne, super, ne, darilo personalizirano, mu pošljajo džin, ne. Problem je, ko on edine stvari od alkoholnih pijač ne mara je ravno džin, ne, in se pač če zelo taka analogija, če pogledamo, se pač niso ravno ukvarjali s tem, da bi z vseh teh podatkov, ki jih nekdo, ki dejansko toliko transakcij naredi, posti neke stvari, če bi že izhajal iz tega, kaj so bile njegove destinacije, kakšne, ne vem, nakupne košarice je imel, bi verjetno ugotovil, a ne, mogoče, tako, bi me zanimalo, odkje je ta džin prišel, veš. Ja, zelo so se potrudili za darilo, kupili so drago darilo za teh top nekaj procentov strank, ampak totalno zgrešili. Ne? Torej, darilo, ki ga lahko daš samo naprej, je pač zgrešeno darilo. Žal. Ok, če gremo zdaj malo v detajle, torej, zakaj se to dogaja? Zdaj v reportu so nekako 4 glavni razlogi. Podatki, fokus, organizacija, splošna organizacija pa kompleksnost vsega skupaj. Dajva začeti s podatki. En tak termin tudi uvajajo, dark data, pa če ga zdaj mečkam probam razložiti, gre za to, da mi danes zbiramo ogromne količine podatkov in bila je neka taka zelo, ali pa je še vedno trend v ta del, da imamo vse zbrati, veš, ne samo transakcije, da bomo šel to od stranke, seveda cel life cycle marketing temelji na tem, da imaš veliko nekih touchpointov, da imaš veliko nekih podatkov zbranih, na katere se odzivaš. Sam te pa zdaj ta mali catch, lahko rečeva. To so podatki, ki so nekje, ležijo v nekih data lakih in samo 60% podjetij ima take, rečemo, dark data, neke podatke, ki jih ima, ampak na njih ne izvede nobenih pravih kampanj. Recimo, tako, naredva eno analogijo, ne. Kupaš en premium produkt, res
dobiš premium pakiranje, vse super in odpreš in imaš počen zaslon. Recimo. Zdaj ti se res trudiš dobiti ta customer support, pa naveličan si že vne muske, kaj tam pol pišeš, noben se ti ne odzove, kličeš. In medtem, ko kličeš, poskušaš vzpostaviti stik s to premium znamko, ker ti pričakuješ nek premium support, dobiš notification, ti si nekdo je mogoče odpisal na moj mail, ne, ti dobiš promocijski mail, da zdaj imaš pa 20% na popusta za naslednji nakup za accessories, za to, veš, ti si tako, ne, ampak, a veš, marketinški... Zaščito za ekran. Ampak marketing automation ni nič narobe naredil, ker v podatkih te ekipe je success. Oni so ti deliverali na neko točko, ko si ti kupil, ne vem, 3 dni potem, 2 dni potem si dobil notification. Ne, vse super. Až kaj tega dela zavedena, da si v univerzitet, pa da je tam odprt tvoj tiket, tega ni bilo. Ne? Tako da, recimo, dal je Ricon še mogoče en tak primer, ki mogoče ni iz tega, imaš vodo v enem sistemu, s katero hočeš, recimo, ne vem, na vrhu, ko ima Američanje, veš, ko imajo te lovilce za vodo na vrh, ne, in pa te hočeš s tem namakati, ne. Ja, zdaj rabiš pač ti imeti namakalne, se pravi, ne cevke razpeljane, da boš to dejansko lahko vodo distribuiral. Da pomagati hektolitre vode, če nimaš namakalnega sistema, pol, ja, torej. Tako, ja, tako. Dokler je v Nilu sam mim tekla voda, ni nič bilo zelenega tam okrog. Ja, tam je sicer narava pol poskrbela za delto, ampak ja. Ne, sej, se mi zdi, vsi smo poslušali, kako so v Ameriki za volitve zbirali podatke čez Facebook kvize in take stvari in potem vplivali na volitve in profilirali uporabnike. In vsi smo rekli, ali pa podjetja so rekla, ja, a ne, tudi mi si želimo profilirati uporabnike, zaradi tega, da imamo lahko nudili boljšo izkušnjo, torej moramo zbirati podatke in potem se tam končali. Tako je. Pa vedno ta GDPR, veš, na šponamo čim bolj na rob, da bomo zbrali še nekaj datega, najbolj žalostno, kad tega pa nismo uporabili. Ja, to je škoda, ker mislim, spet, ideje so dobre, ni pa pol naprej speljan. Ok, naslednja stvar je fokus na napačne stvari, torej v podjetju, mogoče kar štartam s primerčkom, no, torej spet je od tega Marka, deluje z neko avtomobilsko hišo, torej kjer prodajajo avte, kjer so ful vložili v trening prodajalcev, v to, da so vse vedeli o avtih, da so znali nuditi dober customer experience, da so znali se ukvarjati z ugovori stranki in skratka, cel proces naredili čim boljši za stranko. Na koncu je pa izkazalo, da največji vpliv na to, koliko je bila stranka zadovoljna ali pa nezadovoljna z obiskom avto hiše, je imel prvi stik z receptorko, ki pa je bila večinoma neka študentka, v katero niso vložili nič izobraževanja. In skratka, en kup fokusa, kup denarja, pa čisto v redu, ne, torej, na meni je bil spet zelo dober, ampak pozabil se je mogoče na eno od stičnih točk, ki je bila pa zelo zanemarjena, ne. Tega imamo kar dosti tudi v naši bližnji okolici, ali pa se vsak dan srečujemo, ampak tako generalno pa lahko rekel, podjetja dajo res fokus, social media, kampanje optimizirajo, prav, res narediš na inboundu, super, zengageaš ljudi, pridejo v neke tvoje outlete, kjer ti prodajaš, ali je to zdaj online, ali je to v fizičnem svetu, ne? In potem doskrat pade na online, mogoče ta del, da v osnovni web niti ne vlagaš dosti, pa ne daješ dosti nekih informacij, mogoče si app malo zanemaril, ali pa še slabše pa to, kjer si zelo, recimo, nekih storitvenih stvarih, kamer ti prideš, a ne, prideš nekam, kjer je recimo preveč ljudi, noben ti ne more pomagati. Ne? Se to je tudi recimo slaba izkušnja. Imaš ti 6 prodajalcev v neki, ne vem, trgovini, kjer so ti informacije pomembne, ker ti ne moreš kar nekaj tako kupiti in si tam tako gledaš 10 minut, nobeden se. Sicer se oni res ful časa so v njim namenili, sam ti si ga pa zdaj ga imaš, pogaš pač v drugo trgovino običajno. Ne? Ja. Tako da in take stvari se pač dogajajo. Kako to preprečati? Neke tehnike imamo, a ne, tako da se to danes sam najprej treba to identificirati, kot so oni pač identificirati, da je to sploh problem. Ok, naslednja stvar, ko sva rekla, je organizacija. Tukaj statistika pravi, da sam 40% podjetij meni, da so oddelki usklajeni. Torej, to pomeni, marketing dela svoje, sales dela svoje, podpora strankam dela svoje, izolirani drug od drugega. In to je nekaj, kar videvamo
tudi pri nas že leta. Torej, moja analogija je, včasih mi povežemo marketing pa prodajo med sabo, torej naredimo rečemo podatkovno integracijo, ampak med oddelkoma pa obstaja samo eno kukalo na vratih, kjer včasih kdo skozi pogleda, pa si malo pomahajo. Tako, če poenostavljam stvari, ampak to je dejstvo. Vsak ima svoje procese in delamo na njih in jih izboljšujemo, ampak ko se pa zgodi ta, da mora stranka iti iz enega procesa v drugega, si pa malo prepuščen na milost in nemilost, kako je pač ti z drug oddelk organizirana. Ne? Ja, in tukaj doskrat podjetja rabijo tudi to zunanjo pomoč, ne vem, se mi doskrat pojavimo v tej neki vlogi, da v bistvu probamo ta bridge narediti med oddelki. Raven zato, ker je nekdo, ki je 20 let tam super pilil svoj proces recimo kako v bistvu neki ticketing sistem, kako stranki pomagati reklamacije reševati, ne. Na drugi strani nič ne ve ali pa zelo malo ve o procesih v marketingu, še manj mogoče v salesu, ne. In te ljudi moraš ne samo na kolegih skupaj dobiti, ker v nekaj poročamo dejansko, da se pogovarjajo, da so to procesi, ki so večdimenzionalni, se pravi, da vsak vpliva na to, kdo bi kaj mogel vedeti o čem. In pol v tem se mi zdi, začneš ti graditi pa reči, te že imamo podatke, to že imamo. Ne vem, tako. Ja, in tukaj pride v igro mogoče neko merjenje NPS-a tako celovito in da tudi v trenutku, ko ga meraš v točki life cycle, se zavedaš, kaj stranka takrat ocenjevala, a ne? Ker zdaj, če ti daš, ne vem, si spletna trgovina, pošljaš vprašanje torej za oceno takoj, ko je nekdo zaključil košarico. Torej, ko je oddal naročilo, takrat je verjetno ocenjevala neko nakupno izkušnjo v spletni trgovini. Če to isto vprašanje pošljaš po dostavi, večja verjetnost, da se stranka takrat fokusira na logistično pot, torej na to, koliko časa je trajala dostava, sploh če bo slaba ocena. Je velika verjetnost, da bo mogoče nekaj narobe z dostavo. Skratka, zelo pomembno je, v katerem trenutku vprašaš in od tega je odvisno, kaj bo nekdo ocenjeval. A ne? Ja, to, ko si rekel, doskrat, ko to vprašamo, ki spremljajo, rečejo, ja, spremljamo. Ne? In pa vprašajo, kaj v bistvu pravzaprav spremljate. Ne? To, ko si rekel, tam je verjetno zadovoljen izdelek, pa na zalogi, pa lahko naroči, pa hitro bo dobo. To si oceno. Ne? In zdaj, ko meraš to na različnih točkah in pol opazaš, kje so luknje, pol tudi začneš videti, kje so te diskrepance med oddelki, kje se mogoče nek proces ne teče gladko. Ne? Okay, zdaj, z ostalno službo imamo mogoče malo omejeno možnosti, kaj naredimo, ampak včasih pa merimo, ne vem, kaj je torej izkušnja v webshopu, kakšna je pa pol, ko je nekdo rabil podporo. A ne? Kakšna pa je, ko je nekdo bil, ko je bil v webshopu, pa je na tistem trenutku rabil neko podporo o izdelku, še preden ga je kupil. Mogoče pa tam problem. Tako da zelo, zelo pomembno je, ne vem, ko delamo v podpori strankam, NPS merjenje, da imamo zraven, ne vem, kategorijo tiketa poleg NPS-a, da lahko te stvari malo pofiltriramo, pa vidimo, vprašanje je bilo na temo neke naše trenutne akcije, ljudje niso v podpornem centru bili sploh informirani o tej akciji, zato so dali neko slabo informacijo ali pa nepopolno. Ne? Ja, to so vse prava vprašanja. Okay. Zadnja stvar je pa kompleksnost. Se vidimo, podjetja postajajo vedno bolj kompleksna, več oddelkov, več vodij, torej, tudi s čim se ukvarjamo. Ne? Torej, imamo že sam v marketingu podjetje, ki dela del podjetja, ki se ukvarja z brandingom, del podjetja, ki se ukvarja s PR-om, ločen oddelek se ukvarja z družabnimi omrežji, ločen oddelek se ukvarja z rečemo email marketingom ali pa direktni marketing. Skratka, čisto tak eno področje podjetja smo že zelo, zelo razkosali in tudi tle imamo zidove med njimi. Na en primerček, ki je bil tam na tem dogodku, je bil Starbucks, torej verjetno eno najbolj znanih podjetij, ki ima mobilno aplikacijo. Mobilna aplikacija je bila večinoma na top chartih, ampak aplikacija je imela čist preveč funkcionalnosti, ful preveč kompleksnosti, posledično slabo uporabniško izkušnjo. Ja, sej to je bila, mislim, da kako je že ta novi CEO, mislim, da Brian Nicole, mislim, da je on iz Chipotle, a se prebere? Chipotle, ja. Chipotle, ja, se pravi, te verige prišel, da so v bistvu precej drugačna zadeva, pa on je znan potem, da kot način vodenja je zelo tak, da radikalno poenostavlja stvari, ne? In ja, v bistvu se je lotil čistko, so spremenili v bistvu meni, da je
se pravi, manj opcij, bolj jasna ponudba, se pravi, seveda posledično to za biznis pomeni, da tudi zadnji procesi so bili bolj enostavni. Za stranko je manj opcij, manj se zmedene, pol načine naročanja je v bistvu poenostavil, zoptimiziral, da ni bilo tako možnosti in se v bistvu spet so se nekako začeli fokusirati na hitrost in nekako konsistentnost. Zdaj, mi smo tle malo odmaknjeni od tega mogoče Starbucks sveta, ki je v Združenih državah Amerike, kjer je tega res velik del kulture. Se mi zdi tukaj je vsem dojemanje tega v evropskih mestih, je to nek feature, tako malo pol travelerjev, pol domačinov, malo tako hodijo in je mogoče percepcija tega drugačna, ne dojemaš. Mogoče ne v Evropi, ampak v tem našem delu, rečemo Slovenija, Balkan, Italija, kjer mogoče cenimo dobro kavo drugače kot nek zahodni svet, kjer je standard tista filter kava, filter brozga, kakorkola, ne. Ja, zdaj sej mogoče sančen ta del pogledal, ne, ki v bistvu se je kao malo zaciklal, ne. Se pravi, več, ko imaš ti stvari v ponudbi, tvoj barista mora ful več znati stvari pač narediti. In zaradi tega seveda valjda mogoče ne zna vseh stvari na pamet, zato porabi več časa, valjda na pultu imaš več stvari, nekih več procesov, dalj čakaš in Starbucksi so običajno okrog pulta majhni, pomajo sicer ta sitting area malo večji in se mi zdi, tam pol nastane v bistvu ta neka slaba izkušnja, čakaš, ne, ker kava je še vedno neki, a ne tukaj si rekel, mi to dojemamo malo drugače v tem delu sveta, ne, ampak mi se usedemo pa tako, sploh pa se mi zdi Starbucks, Evropejce dojema, ja, malo, se usedem tako, če te pa to ko greš ti v službo in ti je pač pomembno, vemo, da v času COVID-a so eno naročene na minute, da si prišel pa so vzel mim, ne. Ja, se pa pač te stvari je treba spremeniti, no. Zamenjajo so pa CEO zaradi tega, ker so bili v rdečih številkah, no ne zato, ker je sam bil CX, ki se je pa pač odražal v tem. Ja. Tako da je. Zdaj, o tem smo nekaj podobnega smo govorili takrat, ko je bil Leon Pantjar iz Sales Quiza pri nama, ne, torej, kjer oni sicer zaradi tega, ker uvajajo konfigurator, rečejo, da imamo štarta z najbolj pogostimi sestavi, ne vem, tistega nadstreška ali pa česarkoli, ampak hkrati, ko podjetje ugotovi, kaj pomeni poenostavitev, vidijo, da je tudi veliko manj napak v procesu, ker ko imaš ti kompleksne produkte ali pa unikatne produkte na koncu praktično, je v vsakem od korakov, ki se zgodijo, večja možnost za napako. Ne? Tako da poenostavljanje je velikrat lahko rešitev. Ne? Ja, se strinjam. Ok, zdaj ena zanimiva stvar, ki je bila na tem dogodku, ki jo ni v reportu, no, ampak je, se mi zdi pomembna, pa se zelo povezuje ali pa zelo razlaga to, zakaj pride do tega, je to, kar ta Mark govori tudi v nekih drugih intervjujih o tem, ali je podjetje market oriented, torej ali je fokusirano na trg, torej ali zna videti skozi oči svoje stranke. In dejstvo je, da podjetje ne more videti skozi oči svoje stranke. Pač ni možno, ti kot podjetje ali pa pač zaposleni v podjetju se ukvarjajo na grd način, če rečem, sami sabo, ampak kakorkoli, se ukvarjamo s produktom, se ukvarjamo s ponudbo, se ukvarjamo z izvedbo nečesa. Predvidevaš, kaj si stranka misli. Predvidevaš, ampak velikrat si odmaknen od tega. Ne? Ja. A zdaj ne davam primerček, je bil recimo tisti video od direktorja McDonald'sa, ker so ga pač na koncu vsi zraustali. Je malo razlož, zakaj, no. Tako, ja, ok, torej bil je nek video, torej McDonald's je v Ameriki predstavil nov burger, ali so relaunchali burger Big Arch in naredili so nek predstavitveni video, kako ga bo direktor probal. In direktor vzame tisti burger in ga gleda in nekako reče v smislu I love this product, torej všeč mi je ta izdelek. In noben, ki hodi v McDonald's, ne reče, da bo kupil njihove izdelke. Pač tam gremo na burger, pa pommes frites ali pa kakorkoli, na milkshake, whatever, ne imenuješ tega produkt. Povrh vsega je, mislim, da komentiral, kako je velik, kar je spet malo nenavadno za McDonald's, ki slovi potem, da nima pač velikih burgerjev in na koncu naredi res ugriz kot miška, tako ne daje občutka, da to je. Res je dober, ne? Skratka, velik pogrom tega, kjer je McDonald's imel neko čist legitimno predstavo o tem, kaj bojo vendali, kakšen video bojo naredili. Celo direktor noter nastopa, ker je to nek pričakovan burger ali pa neka nova stvar.
trg se je pa odzval čist drugače, kot so pričakovali. Jaz si predstavljam, da so gledali Mr. Beast videe, veš, na TikToku in tako mimo tudi to naredili, sam pa je pa eksekucija ni bila. Ja, mislim, koliko so zdaj druga podjetja to izkoristila, je bilo tudi neverjetno. Ne? Torej, na račun McDonald'sa so, eno je, da so vsi direktori fast food chainov so začeli jesti svoje burgerje in to naredili bolj prepričljivo. Drug trend, ki sem ga videl, je, da je nekdo na X-u ali kjerkoli nekje pač komentiral, vsi direktori bi mogli jesti svoje produkte in potem so se javili direktori letalskih družb, kjer ne začnem pri nosu letala ali pri repu in s takimi absurdnostmi. Skratka, vsi so se v to umešali. Zanimivo, kaj vse se je iz tega zgodilo, ampak šlo je pa ravno zato, da pač namen je bil ful dober, izpeljava pa taka, da je trg to. Mislim, tudi ko so izpeljali, temu direktorju noben ni povedal, da se mogoče temu, da je to zelo nenaravno, kar je naredil. No? Svoj burger je imenoval produkt, tudi oblečenje bi mogoče malo neinfluencersko, če tako rečeva. Lahko bi izpadali boljš, če bi boljš poznali svoje stranke, kar bi prezimo nekega McDonald'sa rekel, da vsem, da McDonald's dobro pozna svoje stranke in je tukaj res mogoče bila želja nekaj ful dobro narediti, ampak če zdaj dava malo na stran ta video, doskrat je res ta del, dajmo mi se postaviti v vlogo stranke, bomo pa nekaj takega naredili in pol naredimo nekaj in gotovimo, da stranke tega res ne vidijo na ta način, In ta del, tako se je rekel, postaviti se v vlogo boš vedno subjektiven. Še vedno boš delal malo svojega produkta, naš produkt je tako. Ampak tukaj so prej rekla, več, ko boš pa vprašal stvari, pa dobo neka taka mnenja nazaj, tisti pa lahko pomagaš in tudi tako analiziraš tudi za to najnovejšo tehnologijo, ki ima v imenu A in I, bi ti dal mogoče nek pogled. Mislim tako. Ja, jaz sem sled, rečemo, 3 zelo dobri viri teh informacij. Torej, tam, kjer ima podjetje direktno stik stranko. Eno, lahko so to ankete, jasno so sitne, zelo malo ljudi jih izpolne jih en poseben segment ljudi. Drugo se mi zdi, so pa prodajalci, ki imajo stik s potencialnimi strankami ponavadi, torej, kakšni so tam vprašanja strank, kakšni so tam ugovori, kjer lahko potem izboljšujemo svojo izkušnjo, pa produkt, pa vse skupaj. In pa podpora strankam, torej, kaj tam stranke sprašujejo, kaj tam noter pride. In tam velikokrat pozabimo na te oddelke. Torej, ne vem, ko se razvijalci produkta ukvarjajo s produktom, pač gledajo samo svoj produkt, imajo neko vizijo, kam mora iti naprej, kam gre trg. Grejo analizirati trg kot svoje potrebe svojih strank. Ja, to si dobro zdal. Prej se pogovarjala ena stvar, ki se mi zdi taka dobra, da jo malo pojasniš poslušalcem, gledalcem. Ta dela, veš, analizirajo trg, trg direktne konkurence. Ja, mislim, eno je konkurenca ali pa fokusiranje na ta lasten brand, ker pač mi živimo podjetje živi v brandu, živi s tem, da pač ta brand gradi ali kakorkoli. Ampak ja, vsa podjetja nekako gledajo, kaj dela njihova konkurenca in se z njimi primerjamo. Ne vem, če rečeva Pop TV. Oni gledajo, kaj delajo druge televizijske hiše, kakšne reality showe imajo, kakšna je tam gledanost, vse to. Pogosto pa moji pozabijo, da kaj stranki pomeni alternativa Pop TV-ju, je pa mogoče to, da bo gledal Netflix, kar še pomisliš, mogoče bo gledal TikTok, mogoče boš obrat ali pa spat. Torej, za stranka pogosto gleda alternative, ne tvojo konkurenco. Ali pa pri nas, ena od stvari, ki jih ponujamo, je implementacija CRM sistema. Ali pa recimo, da prodamo CRM sistem. Naša konkurenca, ki jo najpogosteje gledamo, so drugi ponudniki CRM rešitev ali pa implementatorji CRM sistemov. V realnosti konkuriramo pa tudi proti temu, da bo nekdo z Vibe-codal svoj CRM ali pa da bo nekdo v Notionu postavil si CRM, ker mu je čisto zadost imeti par tabelc pa neko bazo strank, ali pa da bo vstal, ali pa da bo vse to vodil v Excelu, ali pa celo nič naredil, ker je mogoče toliko majhen, da reče, jaz imam vse v glavi in sem zadovoljen s tem. Ja, ful dober si ta del povzel, če dava ta, to je ono klasično. Ljudje iščejo rešitev problema, ne kupujejo v tem primeru softvera. Oni ne iščejo zdaj, Pop TV moram gledati, ampak kvalitetno preživeti čas, reče zvečer, so dala tak primer. In zdaj tvoj alternativ je tam in tega se kot podjetje moraš čim bolj zavedati. Pa se mi zdi, vsa podjetja imajo v bistvu, tekmujo z nečim, kar se niti ne znajo.
predstavljati. Ne? Letalska družba tekmuje za nekom, ki rad potuje, ne vem, lokalno, a veš, z avto. Tako, zanimiv ta del. Se mi zdi, da se zelo malo brandov s tem ukvarja. Pa je v bistvu taka dobra vaja, no. Ja. Da malo začneš razmišljati. No. Pomisliti na to, kaj razmišlja tvoja stranka. Ja. Ok, zdaj pa, da ne pozabva omenjati AI-ja. A misliš, da je AI rešitev ali je samo še en dodaten izziv za podjetja? Mislim, zdaj greva malo iz poročila pogledati, kaj je poročilo prav. Zdaj 78% nekaj podjetij meni, da je AI, spet podjetja menijo, da je ključen za zadržanje strank. Po drugi strani pa nekje 66% podjetij tudi prav, da niso najbolj usposobljeni za optimizacijo, se pravi AI za optimizacijo kampanj, a ne se pravi, kako AI ta del uporablja. Tako da jaz bi rekel, da podjetja si želijo, da bo AI dost rešitelj, ne vem pa, bi pa rekel, da tako nekako tudi iz reporta stranke tega ne vidijo kot rešitelja tega dela, ne. Definitivno sva danes, ko sva se o tem stvarih pogovarjala, je veliko točk, na katerih lahko tudi z AI-om prideš do, ne vem, boljših procesov, zanaliziraš podatke, tako, ni pa zdaj to, da boš rekel, da bo pa kar vse naredil. Mislim, ne želimo si še tega. Ja, tudi AI ni nujno sam tista rešitev, ki bo zgenerirala mail za poslati, pogovarjala se stranko na chatbotu ali pa na telefonu. Je lahko tudi AI naš backend, ne? Ja, mogoče malo ta del, ne. Vsi smo pa bolj v tem, sej mi dva veliko za podjetja razlagava AI, ki jo uporabljaš. Mi smo zdaj tudi, recimo, par epizod sem imela mogoče malo bolj serije o tem AI-ju, ne, se pogovarjala, ne, v vseh procesih, ki so, ali v supportu in vsem tem delu, ne, in to, ki so danes tukaj izpostavljene, da so te neke kritične točke, ki so, del teh rešuješ na ta način, če se zavedaš, kaj v sistemih se dogaja. AI ima to možnost, da lahko v realnem času dostopa do več stvari. Seveda, moraš ti imeti najprej reči, čistko popisane procese na papir, ne, čistko karikiram. Zdaj, druga stvar pa je, da ni AI samo, ne uporabljajo samo podjetja, ne, ampak da ga res uporabljajo tudi v bistvu pač mi, potrošniki ga uporabljamo. Ne. In tiste zelo referenca, kako bi mogla izgledati izkušnja z AI-om, ne? Ja, ljudje pač danes, ne vem, res tam iščejo vse. Mislim, dosti da zamisliti, kot ti recimo, ne vem, se pogovarjaš 6-letnikom, pa pač to sliš tudi, ne vem, v vrtcu, pa kakorkoli, pa ti reče, tega ne veš. Sej, vpraš ChatGPT, ne, te pa. Ja. To je že ta mentaliteta, ki boš reševal neke stvari. Mislim, da je imel tudi Marken primer, kako je Claude uporabljal, ne. Ja, on reče to, torej, da je začel malo bolj skrbeti za svoje zdravje po enem pregledu, in je dal svoje torej, izvide, če temu tako rečeva, v Claude. In povedal mu je tudi, ne vem, katera prehranska dopolnila uporablja, ne. In Claude, ena od stvari, ki mu jih je predlagal, je to, da uporablja napačna prehranska dopolnila iz telične sestavine ali česarkoli in mu predlagal druga. In on je pač switchnil brand, torej nehal uporabljati trenutna prehranska dopolnila, kjer jih je mogoče že leta uporabljal, torej zvesta stranka, ampak Claude mu je zadosti dobro argumentiral, da rab prehranska dopolnila nekega tega drugega podjetja, ne. Torej, koliko je pomembno se ukvarjati z optimizacijo AI rezultatov, ne, torej, kjer lahko vplivamo na to, ne. Mislim, eno je to, ne, ki pač analiziraš, pa prideš tudi do neke točke, ne, AI ti zdaj vse skupaj lepo zložil vse stvari in recimo imaš neke storitve, kjer pa želiš še nekaj vprašati, ne, recimo za nas tak primer, za Frodex, ne, ti si raziskal, raben CRM, kjer je proces sem imel, ne, zdaj se zanima nekdo, ki se s tem profesionalno ukvarja, recimo kakšen strošek to predstavlja, kakšna investicija, ne, zdaj pa recimo, pa sve, to je zdaj zelo hipotetično, ker pa nas ni tako, bi pisal neko povpraševanje, 3 tedne ne bi dobil odgovora, ne. Dobil bi odgovor, ampak pol mogoče tisto odgovor na tvoje vprašanje, ki je bilo inicialno, pa mogoče kar traja, ja. Prej si pa, si se bolj poglobil, ampak si v 3 urah si dobil vsaj občutek, da veš vse o CRM-ju ali pa o čemurkoli. Ne, pa s tem pričakovanjem prideš v nek drug proces, ki mogoče poteka čisto normalno, ne, a veš, ampak... Ja. Tako da,
Ne vem, jaz bi rekel, da stranke bodo predvsej tega uporabljale, da smo zelo na začetku stvari tako. Jaz v zadnjem obdobju, ko poslušam ljudi, se mi zdi, da sistem za zdravo življenje, da imajo vsi že svoj projekt, narejen jedilnike imajo, za finance stvari, veš, in to zdaj so mehne stvari, mogoče v nekem krogu, ampak konec koncev, če ti AI-ju pa nekem chatu zaupaš in se pogovarjaš okrog svojih financ, ti lahko priporoča tudi neke produkte, ne, ki so mogoče izven tega, kar, tako kot so bili te vitamini, tvoje banke, tvojega zavarovanja, pa boš dal noče polico, recimo, ne, pa pustimo zdaj, a ne, posameznik se sam odloča, kaj bo s svojimi osebnimi podatki, ampak recimo, da mu analizira, predlaga stvari, veš, in tukaj prihajamo v neke situacije, katere nam niso najbolj znane. Ja, ampak sva po mojem na tem, kar sva govorila prej o dark data, ne? Torej, ko jaz v AI dam podatke, dejansko dobim personaliziran odgovor na moje podatke. Tako. Ko dam te iste podatke nekemu brandu, nazaj dobim generičen odgovor. A ne, in ja, izkušnja je čist drugačna. Torej, mislim, da v tem reportu nekako tako imenujejo, da se potrošniki premikajo s hitrostjo AI-ja, ne? Torej, vse je mnogo hitrejše. Zaradi tega pa tudi ostaja ta razkorak, kljub temu, da podjetja skušamo nuditi vedno boljšo izkušnjo. Ne? Ok, imava še par stvari za zaključek, kako naprej, kaj to pomeni v praksi, na kaj se fokusirati, kako kaj izboljšati. Ja, jaz bi rekel, da greva kar eno rundo, 5 stvari izpostava, ki so bile danes tako malo izpostavljene. Če začneva, da najprej poenostaviš stvari. Tako, ko so malo omenila Starbucks. Greš pogledati, se pravi, svoje procese in probaš te manj kompleksne, razumeti touchpointe, ki jih imaš, ker manj kompleksnosti v teoriji ali pa tudi v praksi prinaša boljšo izkušnjo stranke. Ok, moje, če se navežem na te touchpointe, ta prav fokus, kot smo prej rekli. Imaš ful natrenirane ljudi, pa receptorko, v katero si premalo vložil. Torej, imeti fokus na pravih stvarih oziroma pogledati, kje ti manjka tega fokusa. Ok, pa reče, da pa, ko imaš točke, da veš, katere podatke zbiraš, kje jih imaš in da imaš tudi organizacijo narejeno tako, da dejansko to uporabljaš, da ne pridemo do tega dark data problema, kjer imaš malo v veliko stvari, v bistvu pa jih ne izkoriščaš in malo preveč prelagaš na vse sisteme, ki jih imaš. No. Ok, pa na koncu sva govorila AI kot rešitev za podjetja, da dela v backendu, torej ne samo kot neka rešitev za customer experience. Tle je bil en ful zanimiv primerček, spet od Marka. On je delal za LVMH, torej podjetje, ki pokriva Louis Vuitton, te Dom Perignon, skratka, vse te luksuzne najbolj luksuzne brende ima. Ne? In za eno od stvari, ki se je on zauzemal, ko je začel tam delati, je personalizacija, segmentacija, pa potem tudi personalizacija, pa torej odzivanje na trg, torej analizo trga delati, da veš, kakšne produkte rabaš. In jasno, to so taki brendi kot Apple mogoče, ne, prestižni, kjer rečejo, ne, mi diktiramo trg, mi peljemo trg naprej, naši uporabniki ne vejo, kaj rabijo, dokler tega ne dobijo od nas. Če boš vprašal človeka s kočijo in konji, kaj rabi, on rabi več konjev, ne pa Forda ali kakorkoli. Ne? In jih ni uspel prepričati, ne? Da je pač, zakaj je to pomembno in kako lahko to koristijo. Ne? Potem so imeli pa nek dogodek za direktorje vseh teh brandov ali pa vseh teh ostalih podjetij. Mogoče bomo malo pokvečil zgodbo, ampak skratka, bilo je tam fancy večerja, neki nastopi, vse to, vsem je bila večerja top, taka večerja, tudi za take ljudi, torej direktorje prestižnih znamk, da so rekli, to je bila pa top izkušnja, top večerja. Ne? In drug dan, ko so dobili pa potem na bolj operativnih sestankih, so jih spet vprašali, kakšna je bila pa večerja, spet same pohvale, ne? In pa rekel, ok, večerja, kako smo jo naredili? Nekaj smo vprašali vas, ko ste se prijavljali na dogodek, nekaj smo vprašali vaše osebne asistente, in vaše preference glede hrane smo dali v 6 skupin, to je bilo tudi miz, in za vsako od teh omizij smo zbrali drugega Michelin šefa, da pripravi jedi, da pripravi pač vašo večerjo. In skratka,
mi smo naredili segmentacijo in potem personalizacijo in zato je pomembna personalizacija. In takrat je vsem kliknil, ali pa vsaj večini teh ljudi kliknil, aha, torej tudi v nekem, rečemo, luxury svetu se da delati personalizirano. Ful dober primer. Me je bil ta res nor. Odličen zaključek, bi rekel. Super. Da pa pol zaključati. Skratka, če mi je bil ta report zanimiv, spodaj v opisu bo link, kjer si ga lahko prenesete. Po mojem je zanimiva stvar za pogledati, če bi radi bili bolj fokusirani na vaše stranke. Drugač pa hvala vsem za poslušanje. Če vam je bilo tole zanimivo, dajte nam kakšen like, kakšen share. Hvala Gorazd. Hvala Andrej. In se vidimo naslednjič. Čau. Čau.